Lepo pozdravljeni. Zdaj je tudi črno na belem, parlamentarne volitve so razpisane. 24. april bo pomemben, prelomen dan. Državljanke in državljani bomo imeli s tem, ko bomo oddali svoj glas, priložnost Slovenijo vrniti na pot spoštovanja demokratičnih vrednot, pravne in socialne države, človekovih pravic. Pot, za katero se, in to so dokazale tudi svojimi preteklimi skupnimi aktivnostmi, že ves čas zavzemajo 4 opozicijske stranke. Koalicija ustavnega loka, bolje poznana pod kratico KUL, je sprva nastala kot projekt namenjen zamenjavi aktualne škodljive oblasti. No, nato je to sodelovanje raslo, postajalo vse tesnejše. Lansko jesen so te 4 stranke podpisale sporazum o povolilnem sodelovanju. Na volitve se torej podajajo vsaka zase s svojimi kandidatnimi listami in svojim programom, a družijo jih skupne vrednote in skupni cilji. V sporazum so zato tudi jasno zapisale pravila povolilnega sodelovanja in tudi 10 načel, na podlagi katerih bodo po volitvah, ko bodo sestavljale močno vlado, te skupne cilje uresničevale. In čas je, da zdaj še podrobneje pogledamo to drugačno, vsebinsko naravnano politiko, katere orodje je spoštovanje in sodelovanje. Kako naprej v boljšo, pravičnejšo, razvojno naravnano Slovenijo nam bodo danes predstavili Alenka Bratušek, predsednica stranke SAB, Tanja Fajon, predsednica Socialnih demokratov, Luka Mesec, koordinator Levice in pa Marjan Šarec, predsednik stranke LMŠ. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Nuša Baranja in bom vodila današnji pogovor. Torej, demokracija in njene vrednote so v naši državi v zadnjih 2 letih na resni preizkušnji. Trenutna vlada si je z napadi skušala podrediti sodstvo, policijo, medije, pa celo zdravstveno stroko. Ignorirala je pomen in vlogo državnega zbora, barantala s človekovimi pravicami, uvajala represivne ukrepe. Ogrozila je javne storitve, stabilnost javnih financ in socialno državo. Pri tem ne gre spregledati, da so tak način vladanja pravzaprav omogočili nekateri tisti, ki so leta 2018 pred volitvami obljubljali nekaj povsem drugega. In volivci so zaradi tega razočarani, počutijo se izdane, so apatični. Gospa Bratušek, če začnemo z vami, na kakšen način pravzaprav lahko to apatijo volivcev zmanjšamo in mobiliziramo volilno telo? Lep pozdrav seveda tudi v mojem imenu. Danes je res lep dan. Predsednik Pahor je držal besedo in razpisal volitve na tisti prvi možen termin, tako da še 74 dni in Slovenija bo spet na pravi poti. Zavedamo se, da ljudje s politiko niso zadovoljni. Zadnji 2 leti je pravzaprav jasno tudi, zakaj ne. Volilni sistem se mnogokrat omenja kot nekaj, s čemer ljudje niso zadovoljni. Zakaj? Zato, ker pravzaprav ne morejo dati glasa človeku, za katerega želijo voliti, ampak ga lahko dajo samo stranki. Po naši oceni bi že uvedba tako imenovanega preferenčnega glasu lahko veliko spremenila. Ljudje bi točno vedeli in res obkrožili človeka, ki si ga želijo videti v državnem zboru. Tako da mi smo že 2-krat v tem mandatu to poskusili, nažalost nismo uspeli. Verjamemo, da po volitvah bomo uspeli, zato potrebujemo 60 glasov. In mogoče ne bi bilo slabo, da o tako pomembni stvari, kot je volilni sistem, vprašamo tudi ljudi na posvetovalnem referendumu, ki je res posvetovalen, ampak kakorkoli rezultat posvetovalnega referenduma bi moral biti za politiko obvezujoč. In jaz verjamem, da ne glede na to, da gremo zdaj na volitve še po starem sistemu, to je treba ljudem jasno povedati, da ne bi pričakovali karkoli drugega, bo volilna udeležba 24. aprila velika. To so res odločilne volitve, po njih pa, kot sem že rekla, Slovenijo postavimo nazaj na pravo pot in ena od prvih stvari, o katerih se bomo prav gotovo začeli pogovarjati, je tudi sprememba volilne zakonodaje in uvedba preferenčnega glasu. Najlepša hvala. Gospod Mesec, v vseh 4 strankah ste enotni.
V Slovenijo je treba vrniti spoštovanje demokratičnih vrednot. Kako boste povrnili zaupanje v demokracijo? Ja, hvala lepa in lep dober večer. Sam sem prepričan, da so trije razlogi, zakaj so ljudje pri nas izgubili vero v politiko oziroma vero v to, da lahko politika karkoli spremeni. Prvi razlog je, da so stranke in vlade obljubljale nekaj zadnjih 20 let ali več, delale pa nekaj drugega. Če dam konkreten primer, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila v programih številnih strank, koalicijskih pogodbah in tako naprej, pa do nje ni prišlo. Tako da prva točka, ki bi jo tukaj izpostavil, je, da ta vlada, ki jo bomo zdaj postavili, mora biti od prejšnjih drugačna v tem, da povsem jasno povemo, kaj bomo naredili in potem to tudi naredimo. To je prvi in glavni pogoj, kako dobiti zaupanje ljudi nazaj. Drugo, kar bi izpostavil, je, da se distanca med oblastjo in ljudstvom skozi leta veča. Veča se, ker, kot sem rekel, vlade delajo po svoje, pogosto v nasprotju z voljo ljudstva. To, kar zdaj vidimo pod Janševo vlado, se mi zdi v bistvu koncentrat vsega, kar je bilo v zadnjih 30 letih narobe slovensko politiko. In moj predlog, kako to popravljati, je podoben kot Alenkin, da o ključnih vprašanjih, razvojnih izzivih vprašamo ljudstvo na posvetovalnem referendumu, v katero smer želijo. Na ta način bodo dobili ljudje občutek, da 3. člen ustave, ki pravi v Sloveniji ima oblast ljudstvo, zopet nekaj velja. In zadnja stvar, kar se mi zdi sploh z vidika moje generacije problematično, je, da odkar politično pomnim, sanje v tej državi niso več dovoljene. Od leta 2007, ko sem prišel na fakulteto, smo konstantno v nekem obdobju krize in nobenega družbenega cilja, horizonta ni. V bistvu se samo kobacamo iz krize v krizo in razmišljamo o tem, kako bo mogoče pač jutri te krize konc, pa se nikoli ne konča. Tako da mislim, da tretja stvar, ki jo je treba zelo odločno narediti, pa je povedati, v kakšni državi si želimo leta 2030 živeti in to pot začeti tlakovati dan po volitvah. Torej, opoziciji je s pritiski in glasnim opozarjanjem uspelo preprečiti sprejetje nekaterih najbolj škodljivih ukrepov. Nazadnje ste denimo uspeli z dnevnega reda umakniti predlagane sporne spremembe kazenskega zakonika, ki bi onemogočile pregon nekaterih kaznivih dejanj. Gospod Šarec, pred časom ste dejali, najpomembneje je, da se razveljavijo vsi sporni zakoni sprejeti v času trenutne vlade in da se razčisti s korupcijo. Kako boste to storili? Ja, res je. Mogoče, če se navežem še naprej, to, da je stanje slabo, da ni dobro, vemo vsi. Vsi, vsaj tisti, ki se zavedamo, ki smo toliko državljani, da imamo radi svojo državo, to je dejstvo. In mislim, da nima nobenega smisla preveč obupavati ali imeti črne misli na to temo. Volitve so danes razpisane, nobene dileme ni več, zato je treba pač poskrbeti, da bodo te volitve legitimne, zato smo tudi pozvali prostovoljce, da se pridružijo volilnim odborom, zato da bodo nadzorovali te volitve in da bodo del tega procesa. Tako da mislim, da je prihodnost vendarle pred vrati, če bomo le znali prijeti bika za roge in se zavedati vsega, kar je bilo do zdaj narobe in po volitvah delati drugače. Kar se tiče razveljavitve teh spornih zakonov, ja, dejstvo je, da v vsakem PKP-ju je bil kakšen tako imenovani podtaknjenec, ki tja ne sodi, od vstopov v stanovanja do sledenja, do ne vem kakšnih ukrepov vse in to sigurno ne sodi v boj proti koronavirusu. Seveda, ko sem to napovedal, so takoj z desne strani skočili, ja, ljudje bodo morali vračati pomoči, daleč od tega. To sploh ne drži in nihče nima tega namena. Če so pomoč seveda sploh dobili, ker tudi tukaj ni bilo vse tako, kot bi moralo biti. Torej, razveljavitev vseh PKP-jev z enim krovnim zakonom,
mislim, da je to tudi že civilna družba predlagala in mi se temu pridružujemo, da bomo spet vrnili demokracijo nazaj. In seveda, ko so sedanji vladajoči v preteklosti radi povedali, da je treba za vsak nov predpis dva ukiniti ali kako je že bilo rečeno, oni jih pa producirajo in to še nezakonito, vladajo z odloki, z nekimi sprejetimi odloki v nekih celo na dopisnih sejah se sprejemajo nekatere pomembne zadeve, tako da zagotovo takšno vladanje ni dobro, to vemo vsi. In prva naloga naslednje vlade bo, in to bomo kot LMŠ tudi zahtevali, da se zapiše v koalicijsko pogodbo, da se razveljavijo vsi sporni zakoni, predpisi in da se odločno poseže v boj s korupcijo, ki se je pod to vlado razrasla čez vse možne sisteme, podsisteme in vse pore našega življenja. Hvala lepa. Torej v Sloveniji smo v zadnjih 2 letih priča napadom na vse, ki razmišljajo drugače kot vladajoči. Do vlade kritični novinarji doživljajo nedopustne pritiske in so osebno napadeni tako na družbenih omrežjih kot tudi v medijih, ki so blizu trenutni vladi. Aktualna vlada jasno kaže, da želi pokoriti javne medije. Gospa Fajon, tudi sami imate izkušnje, novinarske izkušnje. Kakšne rešitve predlagate za zagotavljanje neodvisnosti medijev in novinarske avtonomije in zakaj je to tako zelo pomembno? Res je, lepo pozdravljeni. Sama sem dolgo časa bila novinarka, zato vem, kaj pomeni imeti kot novinar svobodo, neodvisnost. Mi moramo medijem zagotoviti neodvisnost in avtonomijo in pa seveda svobodo izražanja narodu, moč argumentov. Kot prvo moramo takoj, ko bomo zamenjali vlado, vložiti celovit, prenovljen zakon o medijih. Mi smo ga že spisali skupaj s stroko in to mora biti res tisti prvi ukrep. Drugo, popravki RTV zakona. To, kar se dogaja z javnim servisom, ki mora delovati v javnem interesu, popoln politični prevzem javne medijske hiše. Ne spomnim še, kaj se je dogajalo z Nacionalno tiskovno agencijo, 300 dni smo bili priča finančnemu izčrpavanju in to so tisti prvi koraki, ki se jih moramo resno lotiti, da medijem vrnemo to neodvisnost. Mi smo v naš načrt zapisali tudi vzpostavitev javnofinančne sheme za spodbudo vsem programom, projektom, ki so v javnem interesu, za spodbudo, da se ne zgublja delovnih mest v javnih medijih in servisih in pa za urjenje novinarjev, ker tu gre tudi za to, da novinarstvo kot tako, kot stroka preživi in deluje v javnem interesu z verodostojnim profesionalnim poročanjem. Če pa samo po črto potegnem, kar se danes dogaja, je, da je naša demokracija v državi ugrabljena, da je naša država pravzaprav ugrabljena in da prvič, da kot Ljubljančanka lani me je bilo strah iti čez mesto, ko je bilo zalito z vodnim solzivcem, topovi, da bi ljudi strah, da so to prekomerni ukrepi. Če se spomnim 30 let nazaj, ko smo imeli plebiscit, kakšna je bila takrat enotnost in ki je ta enotnost danes. Zato bodo te volitve prelomne, bodo na nek način plebiscit o tem, kakšno državo želimo naslednjih 10-20 let in kako povrniti demokracijo in zaupanje ljudem. Najlepša hvala. Vse, kar smo zdaj pravzaprav slišali, pa je šele prvi korak, torej predpogoj za nek nujen pogled naprej, za vaš skupen cilj postaviti trdne temelje za razvoj, rast in napredek, od katerih koristi bodo imeli vsi državljanke in državljani. In tukaj bomo začeli s področjem, ki ga ljudje uvrščajo na vrh družbenih prioritet, to je zdravstvo. Za nami sta 2 leti epidemije, ki je precej zmanjšala tudi dostopnost do zdravstvenih storitev. Še nikoli doslej ljudje niso tako dolgo čakali na diagnoze, na zdravljenje in na operacije. Ko potrebuješ zdravnika, ga sicer lahko dobiš takoj, a le, če plačaš. To pa pomeni, da revnejši nimajo takšnega dostopa do zdravstvenih storitev in to je nepravično. Skrbi tudi podatek, da je približno 130 000 ljudi v Sloveniji brez osebnega zdravnika, kar pomeni, da nimajo vstopne točke do zdravstvenih storitev.
Gospa Fajon, v vseh 4 strankah vsi tukaj podpirate in zagovarjate javno zdravstvo. A treba je nekako priznati, da trenutni sistem javnega zdravstva ni v najboljšem stanju. Kje vi vidite težave in kakšne rešitve predlagate? Drži, da vsi poudarjamo pomen javnega zdravstvenega sistema. Mi imamo kronično stanje, če pogledamo stiske ljudi, ki ne pridejo, bolnikov danes, ki ne pridejo do osebnega družinskega zdravnika, ki ne pridejo do specialista. In prvo, kar moramo narediti zagotovo, je, da vsem v največ 30 dneh zagotovimo možnost do specialista in prav vsakemu osebnega družinskega zdravnika po avtomatizmu. In to je tisto, se mi zdi, ob skrajšanju čakalnih dob, kako bomo seveda do tega prišli, zagotovo s tem, da najprej, jaz mislim, da lahko takoj ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prenesemo finančna sredstva v blagajno, se postavimo na primerljivo raven z drugimi razvitimi zahodnoevropskimi državami in dosežemo vsaj tisto 12% BDP stopnjo za financiranje javnega zdravstvenega sistema. Zdaj smo nekje na 8%. Torej, hkrati lahko zagotovo gremo v smer, da omejimo delovanje zdravnikov, ki so sočasno v javnem in zasebnem zdravstvenem sistemu. Imejmo v mislih, da ljudje danes, bolniki, sama sem 30 let kronična bolnica, če ne bi bilo zdravstvenega sistema, če ljudje ne bi imeli možnosti priti do zdravnika, do najbolj modernega načina zdravljenja, ne zato, ker lahko plačajo, ampak zato, ker jim to omogoča država, da potrebujemo tu avtocesto do javnega zdravstvenega sistema. In to moramo zagotoviti z večjimi finančnimi izdatki. Seveda tudi se marsikaj da narediti, da se zdravniki danes ne bodo ukvarjali z administracijo odvečno, z birokratizacijo. Veliko se pogovarjamo o plačah, bistveno manj pa, kako bomo dobili res osebne družinske zdravnike, kako bomo ljudem zagotovili diagnoze in na to se bomo fokusirali. Vsem ljudem, bolniki so v ospredju, zagotoviti enak dostop do najboljšega načina zdravljenja. Tu se da povečati tudi obseg košarice zavarovanja, zraven se lahko doda zobozdravstvene storitve, marsikaj lahko ljudje danes s pridom več izkoriščajo, ne pa da plačujejo in ne pridejo do zdravnika. Bi morda, ja? Jaz bi se strinjam pravzaprav z vsem, kar je povedala Tanja, tudi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Seveda pa bomo v stranki SAB vztrajali, da na tej poti ukinjanja ne zgubljamo denarja, ki je še kako potreben za zdravstveno blagajno. Dejstvo je, da je zdravstvo pravzaprav te 2 leti najbolj trpelo, hkrati pa smo bili priča proračunskim zlorabam, kot že dolgo ne. In nekdo bo za te zlorabe moral tudi odgovarjati. In jaz bi mogoče k temu, kar je bilo povedano, dodala še dolgotrajno oskrbo. Zakon je sicer bil sprejet, ampak zakon je bil sprejet tako slabo, da ne rešuje pravzaprav ničesar. Ne zagotavlja virov, oziroma je vir, bom rekla, nekje fiktiven, storitve, ki so napisane, pa niso napisane, skratka, ljudje sploh ne vejo, kaj od tega zakona bodo lahko dobili. In tukaj smo tako kot pri zdravstvu seveda, ali pa tako kot pri zdravstvu dolgotrajno oskrbo tudi potrebo potem, da se uredi, najbolj čutijo upokojenci in to bo morala biti ena od naših prvih prioritet. Če smem še jaz dodati, kar je zaskrbljujoče je, da je v Sloveniji bilo javno zdravstvo v zadnjih 2 letih tisto, ki je reševalo situacijo glede koronavirusa, kolikor ga je lahko. Smo pa edina država na svetu, ki je kljub temu, da je javno zdravstvo reševalo situacijo, se odločila javno zdravstvo v tem času razbijati. Še nobena vlada do zdaj ni naredila toliko odločnih korakov k privatizaciji javnega zdravstva kot ta. In to je naredila skozi prvič sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki smo ga plačevali tudi med krizo, takrat, ko dostopov do specialistov in do zdravstvene oskrbe praktično nismo imeli. So pa zavarovalnice s prihranki začele vzpostavljati svoj vzporedni zdravstveni sistem,
ki bo seveda plačljiv oziroma bo zanj treba plačevati dodatno zavarovanje, ne dopolnilno, dodatno. To pomeni, da smo tik pred tem, da bomo začeli zdravstvene storitve plačevati, ker bo začel v te ambulante vtekati tudi kader iz javnega zdravstva. Torej, prva stvar, ki jo je treba urediti, je zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje po volitvah. Druga stvar so osebni zdravniki, družinski zdravniki. Ti so naš prvi stik z zdravstvenim sistemom, ampak kot rečeno, 130 tisoč Slovencev nima dostopa do njih. Problem je, da od 100 specializacij, kolikor jih na leto razpišejo, vsako leto pride samo nekih 18 ljudi, ki so zainteresirani po študiju medicine za to, da specializirajo družinsko medicino in ta bazen bo treba razširiti. Moj konkreten predlog je, da začnemo iskati med gimnazijskimi maturanti in da medicinska fakulteta naredi posebno smer, ki bo specializirala iz gimnazijskih maturantov neposredno družinske zdravnike, da manko zapolnimo. In tretje, treba je obračunati s korupcijo v zdravstvu, pristop tukaj je znan, javna agencija za enotne nabave v zdravstvu, ki se bo orientirala po referenčnih cenah v tujini. Ja, tudi sam bi dodal to famozno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, o ukinitvi katerega se govori že vsa leta, pa doslej ni bilo nikoli nobene volje za to. V LMŠ smo to obljubili že zdavnaj in še vedno nismo dvignili rok nad tem, ampak sem hotel reči vrgli puške v koruzo, pa sem se ustavil, da ne bo kdo kaj rekel. Skratka, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je nujno ukiniti in 3 zavarovalnice, ki ga tržijo, seveda niso navdušene nad tem, verjamem. Govorim pa zato, ker sem se imel to priložnost ukvarjati sam s tem, ne, in s kakšnimi težavami smo se takrat soočali. Torej, pri tem ni nobene dileme in mislim, da se za tem omizjem vsi strinjamo s tem, tako da upam, da tokrat po volitvah res ne bo težav s tem dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Kar se tiče čakalnih dob, imamo dopustne čakalne dobe in nedopustne čakalne dobe, kajti čakalne dobe bomo vedno imeli, to se je treba povedati. In tudi tukaj je problem pri čakalnih dobah in nasplošno v zdravstvu tudi, da ni bila izvedena digitalizacija, da sistemi digitalno niso med seboj povezani, se pravi UKC Maribor ima drugačen sistem kot UKC Ljubljana in tudi druge ustanove, zato mi dejansko niti nimamo pregleda nad tem, kdo kje čaka, kolikokrat je v kakšni vrsti in nimamo dejansko pravih podatkov, ker čakalne dobe so mislim, da je bilo za operacijo nožnega palca nekaj let v Ljubljani, v Novem mestu pa ni bilo čakalne dobe. Skratka, že s to racionalizacijo oziroma digitalizacijo bi se dalo marsikaj rešiti, potem strinjam se, kot je bilo povedano, korupcija v zdravstvu je neizmerna in tisti, ki so jo najbolj preganjali, so sedeli potem tudi po jahtah z dobavitelji, tako da taki težko preganjajo korupcijo. Bi pa dodal še to, da tudi plačilo storitev, ki sedaj poteka plansko, bi bilo bolje plačevati po učinku, se pravi po izvedbi leteh. Tako da tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje je treba prevetriti in tudi tukaj narediti kakšno novo potezo. Je pa pri zdravju tako oziroma zdravstvu nasplošno, da sedaj po covidu bomo mi šele videli prave razsežnosti, kaj dejansko nas bo pričakalo, ker zdaj smo se 2 leti obnašali, kot da drugih bolezni ni. Bil je samo covid. In šele zdaj po covidnem obdobju bomo videli, da so vsi problemi še vedno na mizi in da so še večji in zato bo treba strogo tudi res se zavzemati za javno zdravstvo, da se nam ne bo tudi v zdravstvu zgodilo tako, kot se je zgodilo v zobozdravstvu.
Hvala lepa. V Sloveniji trenutno zaradi draginje trpijo široki sloji prebivalstva. Ljudje z nizkimi plačami, upokojenci, prekarci, brezposelni, ljudje na socialnih pomočeh in še mnoge druge skupine trpijo zaradi višjih stroškov ogrevanja, elektrike, hrane. Tisti, ki nimajo svojega lastnega stanovanja, trpijo zaradi cen nepremičnin in najemnin, ki letijo v nebo. Plače, pokojnine in socialna nadomestila te draginje ne dohitevajo in politika se bo morala na to odzvati. Ne gre pa zgolj za odziv na krizo. Slišali smo danes, vi želite temeljne kamne za družbo, ki jo želimo leta 2030, začeti postavljati že takoj po volitvah. Gospod Mesec, eden izmed ciljev je tudi 30 000 novih javnih najemnih stanovanj do leta 2030. Kako boste to zagotovili? Ja, hvala lepa. Bom začel z prvim delom vprašanja, ki mislim, da je ključen. To je, kako ljudje v Sloveniji živijo. Zdaj vlada se hvali, da je razdelila milijarde evrov pomoči gospodinjstvom in podjetjem v tej krizi, ampak problem je, da je blaginja, ki jo ustvarja, navidezna. Če dam primer, nekdo, ki ima 1000 evrov neto plače, je zaradi 5% inflacije lani izgubil vsak mesec 50 evrov in ker bo letos, kot kaže, ponovno 5% inflacija, bo imel realno kupno moč pri 1000 evrih plače konec leta 100 evrov manjšo, kot jo je imel 2 leti nazaj. Pomoči od države ni dobil, so pa dobili nekateri pač zdaj pred volitvami 14. aprila, če se ne motim, bodo dobili 150 evrski bon. Ampak kot rečeno, če preračunamo, koliko je nekdo na 1000 evrih plače izgubil, je izgubil bliže 1500 evrom v 2 letih kot tistim 150, ki jih daje vlada. Torej, kar rabimo po volitvah je odziv na draginjo, ki mora biti sistematičen, ne v obliki bombončkov oziroma bombonjer, kot jim zdaj pravijo. In sami predlagamo, da se ga postavlja okrog 2 postavk. Prva je, potrebujemo nov plačni sistem, v katerem nobena plača ne sme biti manjša od minimalne, se pravi pač to mora biti prvi plačni razred in minimalna plača. In drugi, plače morajo rasti vsaj tako hitro, kolikor hitro raste inflacija. Drugič, če grem zdaj na stanovanja, ja, sploh mlajše generacije imamo problem, da čeprav lahko rečemo, da so plače v Sloveniji danes verjetno višje, kot so bile kadarkoli, je vprašanje, kaj si s temi plačami lahko kupimo. Zdaj prvi problem je seveda pač inflacija in draginja. Tisti z nižjimi plačami imajo problem že s pokrivanjem osnovnih stroškov, kot so elektrika, ogrevanje in tako naprej. Gospodinjstva, v katerih smo mlajši, imamo pa problem tudi s krediti, ki pogosto ljudem takoj ob prejemu plače poberejo pol razpoložljivega mesečnega dohodka. Do tega smo prišli, ker so stanovanja pri nas postala blago. Stanovanje v Sloveniji ni več neka socialna pravica imeti streho nad glavo, ampak postaja investicija in v bistvu, če se ozrete sploh po večjih mestih ali pa po Ljubljani, po obali, boste videli, da se ljudje do stanovanj obnašajo, kot da so nekakšne kriptovalute. Se pravi, če imaš prihranke na banki in te skrbi, da ti jih bo inflacija spodjedla, je najvarnejša investicija v stanovanje, ker povpraševanje tam je tolikšno, da cene letijo v nebo, investicija se definitivno splača, najemnik, ki ga boš zagotovo našel, ker stanovanj primanjkuje, ti bo kredit, če ga rabiš, poplačeval in tvoje premoženje se bo na ta način plemenitilo. Zato, kot rečeno, v uvodu moramo narediti program, kako do 30 000 stanovanj do leta 2030. Par iztočnic za ta program. Prvič, treba je postaviti javno stanovanjsko politiko, ki bo splanirala, kam ta stanovanja umestiti, kje so primanjkljaji največji. Financiramo lahko to delno iz proračuna, delno pa z izdajo obveznice, se pravi, da Slovenci, ki imajo na bankah prek 25 milijard prihrankov, govorim samo o gospodinjstvih, lahko začnejo investirati
preko obveznice v javno stanovanjsko politiko, da se zgradi zajeten javni fond stanovanj, da prvič omogočimo tistim, ki potrebujejo streho nad glavo, najem po dostopnih cenah in drugič, da plasiramo v državo toliko stanovanj, da se trenutne cene in cene najemnin, ki so neznosne, po moji oceni morajo do leta 2030 prepoloviti. Toliko, da ne bom predolg. Ja. Marjan? Ja, če smem. Zdaj, po včerajšnjem Eurobarometru Slovenke in Slovenci med prve 3 rak rane slovenske družbe postavljajo revščino in pa socialno izključenost. Jaz se strinjam z vsem, kar je kolega Luka povedal. Mi smo v naš načrt zapisali tudi minimalna pokojnina, 700 evrov, minimalna plača, 800 evrov neto. Ampak, če se dotaknem samo na kratko stanovanjske politike, kar je anomalija na našem trgu, mi bomo vztrajali s tem naprej za izgradnjo javnih neprofitnih stanovanj. Smo že vložili zakon za izgradnjo 10.000 javnih neprofitnih stanovanj, pa ga je vlada žal zavrnila. Zelo dobro izdelan zakon. Če dam samo za primerjavo, v Ljubljani bi za 65 kvadratnih metrov imeli ceno 350 evrov. Torej dostopno tudi mladi generaciji, da danes ne najema kreditov za več 1000 evrov kvadratnega metra in pa po oderuško visokih cenah kupuje ali najema ta stanovanja. V tej smeri moramo nadaljevati. Mi smo šli po modelu Dunaja in tudi seveda, kako izkoristiti prazna, neizkoriščena stanovanja. Tu se zadnje dni pogosto omenja aktualen nepremičninski davek. Jaz se zavedam, da potrebujemo nek nov sistemski davčni vir, nepremičninski davek, ker bomo potrebovali denar, da krijemo to in zato ker tega davka danes ni, včasih je bil, imamo tudi te anomalije na trgu stanovanjske politike. Pa če samo omenim, ker smo tudi delali kot demokratična opozicija, ko je cena energentov v Sloveniji začela naraščati, poskokovala, ko smo vsi vedeli, da bodo ljudje obremenjeni, vlada ni ukrepala. Večkrat smo pozivali, Slovenija je zadnja pri ukrepih, kako ljudem pomagati, je pa vlada seveda pred časom deregulirala cene bencinov, česar pa ljudje pravzaprav niso imeli nič. Tako da marsikaj v tej smeri bomo morali postoriti, sploh kar zadeva tudi energetsko revščino. Ja, mi smo že v vladi pripravljali poroštveni zakon, ki bi mladim omogočal najem kredita za stanovanja. To je bil nek tak gasilski ukrep. Potem smo prenesli tudi zemljišča z DUTB, da bi bilo sploh kje graditi. Kar se pa tiče teh rešitev, ki jih je tudi že Luka navedel, se tudi mi strinjamo s stanovanjskimi zadrugami, potem seveda tudi regulacijo najemov, potem ključno je imeti dovolj stanovanj, zagotovo, če stanovanj ni na trgu, potem so cene visoke. Pomembno je tudi to, da bi omogočili mladim, da z najemnino odplačajo stanovanje in tako pridejo do lastnine s časoma. Tako da teh stanovanjskih rešitev je kar nekaj, samo res bo treba pri tem imeti skupne cilje, mislim, da jih imamo tukaj vsi 4 in da to tokrat res ne bi smela biti težava, kajti stanovanje je tista osnova, ki mlademu človeku omogoča sploh, da se postavi na noge in da začne z lastnim življenjem in da je nenazadnje tudi, bom rekel, integriran del družbe in da se počuti varno in potem lahko tudi ustvarja. Tudi sama bi seveda dodala, da 30.000 najemnih stanovanj do leta 30 je optimističen cilj, ampak verjamemo, da ga lahko dosežemo. Ko se pogovarjaš z mladimi, je vsekakor stanovanjski problem njihov prvi ali pa največji problem, ki ga omenijo.
Mladi, če se želijo osamosvojiti, seveda najprej potrebujejo stanovanje. Najtežje pa mladi razumejo, da denar danes na bankah je, se pravi, denar ni problem, ne morejo pa zaradi mnogokatere ovire, ki so si jih banke postavile do tega denarja. In ne morejo razumeti, da bi na primer za kredit, če želijo kupiti stanovanje, plačevali po 400-500 evrov anuitete, danes pa za najemnino lahko plačajo 600 evrov. To mladim težko razložimo oziroma se jim praktično ne da razložiti, tako da na eni strani ta fond najemnih stanovanj, na drugi strani pa seveda tistim mladim, ki si želijo lastniško stanovanje, omogočiti tudi lažjo pot do tega lastniškega stanovanja in kot je rekel Marjan, ena od teh možnosti pomoči mladim je pravzaprav res ta jamstvena poroštvena shema, kjer bi država pomagala mladim, če nimajo drugega premoženja, kar je velikokrat, da vstopi kot porok ob nakupu stanovanja. Hvala lepa. Zdaj, aktualna vlada se rada pohvali z visoko gospodarsko rastjo in z nizko brezposelnostjo. A kaj, ko so ob tem pridelali 10 milijardno izgubo? Grehe tega prekomernega zadolževanja bodo plačevale prihodnje generacije in stanje javnih financ je daleč od rožnatega. Vse, kar smo si izposodili na mednarodnih trgih, bo namreč treba vrniti. Naslednjo vlado torej čaka težko delo, se bo javne finance treba z divjega zahoda preseliti nazaj v vzdržne okvire, v okvire fiskalnega pravila. Čeprav ne bo lahko, vi pravite, da imate znanje in imate izkušnje. Gospa Bratušek, kakšne so rešitve za dvig blaginje in kaj bo gonilo vsesplošnega napredka? Glejte, vse, kar ste povedala, nažalost še kako drži. Jaz verjamem, da se vsi, ki tukaj sedimo, zavedamo, da brez močnega gospodarstva ni, ali pa brez uspešnega gospodarstva ni močne socialne države in višjih pokojnin. 3 stvari bi rada danes izpostavila tukaj, s katerimi bo naslednja vlada se soočala. Eno je stabilna gospodarska rast in zdrave javne finance, druga je zelena preobrazba gospodarstva in tretja je boljše upravljanje državnega premoženja. Če pogledamo situacijo, danes beležimo relativno dobro gospodarsko rast, nizko brezposelnost, kar je seveda dobro, slabo pa je, da je vse to povezano v veliki meri z državnimi vzpodbudami, ki jih je ta vlada v zadnjih 2 letih razdeljevala. 10 milijard dodatnega dolga smo pridelali, Slovenija še nikoli ni bila tako zadolžena, kot je danes. 40 milijard znaša naš javni dolg, več kot 20 tisoč evrov ima vsak Slovenec na svojem hrbtu in samo polovica od tega, je šla za reševanje krize povezane z virusom, druga polovica pa za predvolilne bombončke. In vse to bo v nadaljevanju potrebno vrniti, zato je pomembno, da bo Slovenija tudi v prihodnosti beležila stabilno gospodarsko rast in da postopoma pripeljemo javne finance do zdravih javnih financ. Fiskalno pravilo ali pa fiskalna pravila, ki veljajo po Evropi v vseh državah, se ne smejo uveljaviti čez noč. Se pravi, bo treba za evropsko mizo predlagati, da najdemo nek kompromis, da ne bomo gospodarstva čez noč pustili brez teh spodbud, ker to lahko povzroči šok in prehud padec gospodarske aktivnosti, tako da naš predlog prav gotovo bo, da ta fiskalna pravila še enkrat pogledamo in tudi uveljavitev naredimo tako, da bo vzdržna. Vsekakor bo visoka inflacija, ki jo danes že imamo, velik izziv za naslednjo vlado. Na eni strani visoka inflacija, seveda zahteve po višjih plačah so razumljive, ampak visoka inflacija, dvig plač, še višja inflacija in spet še višji dvigi plač lahko pripeljajo tudi v neko
negativno spiralo, kar si seveda ne želimo. Da ne dodam tukaj, kaj je vlada naredila z plačnim sistemom v javnem sektorju. To, kar se dogaja, je, bom rekla, podrtje vsega in po volitvah bo nova vlada imela resen izziv z plačami v javnem sektorju. Tako da to je ena velika točka ali pa velika stvar, s katero se bo vlada morala ukvarjati. Zelena preobrazba gospodarstva, o tem se veliko govori. Zeleno je pač, ne samo, da je v tem trenutku se sliši lepo, je potrebno, nujno potrebno, da se takoj začnemo ukvarjati s tem, oziroma v veliki meri bo to moralo oddelati gospodarstvo samo, vlada, država, pa lahko seveda pri tem samo pomaga. Energetiko je Tanja omenila že prej, je v tem trenutku nažalost aktualna zaradi visokih cen, s katerimi se srečujemo, ampak tudi v energetiki Slovenija potrebuje bolj zeleno energijo. Slovenija mora ostati oziroma postati energetsko neodvisna država, zato en konkreten predlog, to je, da naša država vzpostavi tako imenovan tretji energetski zeleni blok, se pravi podjetje, ki se bo ukvarjalo s pridobivanjem zelene energije, predvsem energije sonca in vetra. In zadnja stvar, ki sem jo omenila, to je boljše upravljanje državnega premoženja. Danes pravzaprav ni panoge, kjer ne bi srečali madžarskih vlagateljev, kar je seveda katastrofa za Slovenijo. Slovenija mora ostati gospodarsko neodvisna, ne pa neka podružnica sosednje države. Sava, drugi tir, Luka Koper in še bi lahko naštevala, vse to je nažalost pod udarom, tako da to upravljanje državnega premoženja, kar ga je še ostalo, je seveda absolutno potrebno izboljšati. Se mi pa tukaj zdi pomembno omeniti še eno konkretno stvar, to je demografski sklad. Demografski sklad, ki bi pravzaprav to, kar ustvarjamo danes, prihranil za prihodnost in na nek način zagotovil stabilen vir financiranja za pokojninsko blagajno. In poleg premoženja, za katerega se bomo dogovorili, govorimo o podjetjih ali pa predvsem o dobičkih, ki jih ta podjetja ustvarjajo in bi ga prenesli v demografski sklad, bi po naši oceni v demografski sklad morala stekati tudi sredstva od dveh naših največjih naravnih virov, to sta od prodaje vode in lesa, in na tak način zagotovimo stabilnost pokojninske blagajne, seveda tudi za prihodnost, in mladim pokažemo, da je takšen sistem, kot ga imamo danes, tudi dolgoročno vzdržen in da bodo tudi oni čez 30-40 let iz tega istega sistema dobivali pokojnine. Ja, jaz se z Alenko popolnoma strinjam. Položaj javnih financ se poslabšuje in naslednje leto bo resno še slabši. Zdaj smo v predvolilnem obdobju in vlada bo zagotovo še bolj občutljiva za delitev bombonjer, kot sama pravi. In tudi plačni sistem v javnem sektorju razpada, to je resno tveganje. Zdaj, mi smo v zadnjem času znotraj naše stranke obiskali vrsto podjetij, od Krke do malih podjetnikov in tako naprej. Vsi pravijo, da imajo dovolj politizacije, da pa si želijo spodbude za širitev na svetovne trge in pa za varno poslovno okolje doma. Tu moramo resno skrbeti za ta odnos na trikotniku država, gospodarstvo, civilna družba, tudi z odgovornostjo do ljudi, do zaposlenih, da resnično pomagamo zlasti tistim, ki pa delujejo doma, družinska, majhna, srednja podjetja in pa tudi izvoznikom. In to se mi zdi tisto, kjer moramo spodbujati. Mi smo zapisali 700 milijonov evrov spodbud za inovacije, za zagon podjetij, za pomoč in spodbude. Zdaj, jaz ne razumem, zakaj vlada dela toliko napak. Zakaj je potreben spor Kitajska, Tajvan, ki ustvarja že izjemno
gospodarsko škodo. Zakaj danes moramo delati vse, da ne bi razprodali hotelov Save oziroma slovenskega turizma? Tu je jasna povezava tudi z verigami, ki sežejo vse do sosednje Madžarske in režima tamkajšnjega premijeja, in ta razprodaja državnega premoženja, hotelov Sava, to moramo preprečiti. To mora biti ena prvih stvari že zdaj in tu mora država izkoristiti svojo predkupno pravico in to prodajo moramo zaustaviti. Ja, če smem dodati, saj je bilo že veliko povedanega, ampak res je, naše največje nevarnosti v prihodnje je kombinacija vseh med seboj izključujočih se dejavnikov. Se pravi, mi smo visoko zadolženi, vrača se inflacija, 5,1% je ogromna številka, glede na to, da smo se inflacije pravzaprav že odvadili. Mi smo imeli v preteklosti celo probleme z deflacijo, ker ali pa smo pravzaprav se zdaj vračamo na nek način, sicer v veliko manjši meri, pa vseeno v 80. leta bivše države, ko si 2 leti star avto prodal dražje, kot si kupil novega. Tudi tukaj se zdaj, ko manjka čipov, ko manjka surovin, avtomobilska industrija ima velike probleme in cena rabljenih vozil raste. Tukaj vidimo, da se nekaj spreminja. Nevarnost je celo, da pademo v spiralo stagflacije in potem ne bomo izplezali ven in se bomo kar vrteli v tem inflacijskem krogu. In za države, ki bodo visoko zadolžene, bo to težava, zlasti če se kot kombinacija prej omenjenih izključujočih se ukrepov, če se vrne fiskalno pravilo, mi imamo najbolj rigorozno fiskalno pravilo v celi Evropi, potem bomo še kako zelo občutili posledice, kajti dolgove je treba vrniti. Sedanja vlada pa se gre bonbon politiko, ampak to je bon. Za vsako stvar je rešitev bon. In če so se na desnici nekoč norčevali iz socializma, iz Venezuele, iz ne vem česa, danes počnejo točno isto. Točno isto počnejo, iz ene skrajnosti v drugo. Takrat smo imeli ZUJF, ki je bil ena skrajnost, danes imamo drugo skrajnost. Za vsako stvar bon. Tukaj problem, dajmo bon. Drugo je, ali so vsi dobili te pomoči. Vemo, industrija srečanj je bila zelo prizadeta, če jo omenim, pa tudi nekatere druge dejavnosti. Tudi podjetniki so morali celo najemati kredite, da so vračali to pomoč zaradi cenzusa, ki so ga presegli. Tako da so nekateri rekli, da se jim celo bolj splača, da ne bi delali. Skratka, bilo je vrsto nekih napak, ampak kot pravim, v prihodnje bo treba paziti na vse te ukrepe oziroma vse te posledice, ki so med seboj lahko smrtonosna kombinacija. Ampak verjamem, da bomo mi to znali, saj se ne nagibamo k nobeni skrajnosti, ampak se nagibamo k preudarnemu reševanju javnih financ in gospodarstva, in zato bo potrebno sprejemati ukrepe, ki ne bodo šok terapija, ampak ki ne bodo zaustavili gospodarstva, kajti zaenkrat je visoka gospodarska rast, ki je sicer samo odboj od krize, to je dejstvo, ampak ko bo enkrat teh bonov konec ali vaučerjev ali recimo jim karkoli, takrat se bo pokazalo, ali te številke in koliko so zgrešene o visoki zaposlenosti, o visoki gospodarski rasti, o ne vem kakšnem najboljšem stanju v Evropi in ne vem kaj še vse poslušamo. Sej za nas bo vse boljše, če to drži, ampak sem prepričan, da ko bonov ne bo več, ko teh subvencij ne bo več,
ko se bo tudi avtomobilska industrija, na katero smo v Sloveniji močno vezani, ko se bodo tam začele težave in so se že začele, ne, takrat bo pa drugače in Alenka vedno opozarja na to, ker je tudi se ukvarjala ves čas s proračunom praktično in mi se ji lahko pri tem pridružimo. Tukaj nimamo kaj dodati, ker lahko nas zaradi vsega tega še močno boli glava, ampak ne samo, da bomo imeli painkiller in bomo ta glavobol ustavili, vedeli bomo in bomo morali vedeti tudi vzroke teh težav in jih odpraviti. Hvala, bom še jaz dodal minutko. Nadaljeval bi kar tukaj, kjer je Marjan končal. Zdaj vzroki za inflacijo so različni, ne? Pač eno je rastoče cene svetovnih energentov, drugo je pri nas deregulacija končnih cen teh energentov, tretja je pa tudi razlog v tem, da ko je vlada razdelila te silne milijarde, je bilo toliko več denarja v obtoku in so seveda cene zrasle. Tudi to je treba vedeti. Zdaj, bistveno je pa povedal Marjan. Pred nami je to strašljivo leto 2023, ko se po kuluarjih govori, da naj bi Evropa začela razmišljati o reaktivaciji fiskalnih pravil. In mi moramo to leto pričakati pripravljeni in sicer spremenjenim fiskalnim pravilom, ker to, ki ga imamo zdaj, je daviteljsko. To fiskalno pravilo bi pomenilo, da bi mi morali za več kot 1 milijardo v enem letu zmanjšati proračun, kar je za 3 zujfe v enem letu in tega, kot je že fiskalni svet opozoril, se ne more doseči brez znižanja plač in pokojnin. In mi ne moremo pristati na to, da se na rovaš standarda ljudi začne urejati javne finance. Mi rabimo fiskalno pravilo, ki bo življenjsko in rabimo politiko, ki bo uspela zagotavljati po eni strani dostojne plače, po drugi strani pa tako socialno državo, ki bo omogočala blaginjo tako za mlade, ker bodo stanovanja dostopna, kot za stare, ker bodo pokojnine v redu pa dolgotrajna oskrba urejena, kot za vse, ki se vmes znajdejo pomoči potrebni, da bomo za to, kar zaslužimo, lahko tudi dostojno živeli. In to mora biti aksiom, osnovna predpostavka razmišljanja o tem, kako se pomikati k letu 2023. Dolg in breme, ki ga bomo prenesli nase od te vlade, ne sme spodjesti standarda ljudi v naslednjih letih. Nasprotno, mi moramo zgraditi socialno državo in vzpostaviti tako fiskalno pravilo, da bo standard vsako leto boljši. In to se seveda, kot sem pokazal zdaj, da narediti. Hvala lepa. Zdaj v bistvu temelje za vse to, kar ste zdaj nekako našteli, torej za zdravo, pravičnejšo, boljšo družbo, temelji so pravzaprav tukaj nedvomno tudi znanje, raziskave in razvoj. Zdaj, kljub temu, da to področje znanosti in raziskav zelo vpliva na kakovost našega vsakdanjega življenja, pa je bilo to področje v preteklosti prepogosto neupravičeno postavljeno na stran, zapostavljeno tudi finančno podhranjeno. Pravzaprav je treba že danes razmišljati, kaj bo čez 5, 10, 20 let, ko nekaterih poklicev in dejavnosti, ki jih poznamo danes, ne bo več, nastajali pa bodo novi. Zdaj, gospod Šarec, kakšne odgovore na te izzive ponujate, kako temu slediti, kje pravzaprav začeti in kako nadgraditi, da Slovenija doseže razvojni preboj? Ja, the last but not least bi lahko rekli pri tej temi, kajti pogoj za vse to, o čemer se danes pogovarjamo, je vlaganje v raziskave, razvoj, znanost, kajti zdaj, recimo, ko je epidemija, vidimo hiter razvoj cepiv. Praktično v nekem rekordnem času se je razvilo novo cepivo, res da so neki nastavki že bili, ampak vseeno. Zakaj? Zato, ker so se tudi ogromne količine denarja stekale v te raziskave, kajti pri znanosti, pri raziskavah je dejansko tako, več ko denarja vložiš, hitrejši so rezultati, boljši so rezultati
in zagotovo tega področja ne gre jemati zlahka, tako kot ga v Sloveniji žal jemljemo. Mislim, da smo mi, da je za nami bila, mislim, da celo ni več, samo Bolgarija, po številkah, koliko vlagamo v raziskave, v razvoj, in cilj nekako, ki smo si ga zastavili, je do leta 2026, da bi prišli na 1,5% BDP, kar je še vedno majhna številka, ampak vseeno bodimo realni. Sam vedno pravim, lepo je imeti visoke cilje, ampak dajmo si zastaviti realne cilje, tiste realizirati in potem narediti korake naprej. Celotno vlaganje v znanost oziroma kar je povezano z raziskavami, bi morali pa doseči nekje 3% BDP-ja do takrat, kajti če tega ne bomo dosegli, bomo res capljali zadaj. In zato je nujno tudi prevetriti nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ali je zastavljen pravilno, kajti evropska agenda je 37% za zeleno politiko, 20% za digitalizacijo, tam nekje se gibljajo ta pričakovanja in mislim, da Slovenija trenutno ta načrt ne upošteva tega. Zato je potrebno tudi na tem področju zadeve prevetriti, predvsem pa imamo v LMŠ predlog, da se digitalizacija, da se raziskave, razvoj in visoko šolstvo združijo pod enim ministrstvom, se pravi novo ministrstvo, pa ne se ustrašiti in takoj zastriči z ušesi, joj, še eno ministrstvo več in več ljudi, ne gre za to. Gre za to, da je zadaj tehten premislek, kajti visoko šolstvo, raziskave, razvoj, znanost se tesno navezuje, kajti visoko šolstvo je področje, kjer je največ raziskav, razvoja in seveda, če prištejemo še digitalizacijo, ker ta digitalizacija, ki jo imamo danes v okviru Ministrstva za javno upravo, zagotovo ni optimalno postavljena in si zasluži samostojen resor, se pravi novo ministrstvo, samostojno ministrstvo, ki bo potem lahko izvajalo te cilje. Tako da še enkrat, ne gre za povečevanje resorjev kar tako, zato da bodo ljudje imeli službe, daleč od tega, gre za bolj učinkovito spopadanje, kajti digitalizacija, raziskave, razvoj, to je prihodnost, kajti mi se nahajamo tik pred zeleno preobrazbo, gospodarstvo se prestrukturira, svet nasplošno se prestrukturira, zlasti zdaj po covidu se bo to še toliko bolj pokazalo in če ne bomo operativno pristopili k tem vprašanjem, potem bomo ostali zadaj oziroma bomo še bolj zadaj, kot smo že. Če bi mi namenili ves ta denar, o katerem sem govoril, kajti mi predlagamo, da se do leta 2026 nameni dodatnih 100 milijonov evrov v proračunu za raziskave, razvoj, če vse to naredimo, bomo Italijo ujeli v 17 letih, tako da si lahko predstavljamo, kako zadaj smo danes. Predvsem pa vidimo tudi priložnost, ko govorimo o obrambno-varnostnem sistemu in smo priča zdaj nakupu oklepnikov, ki jih dejansko ne potrebujemo, raziskave in razvoj se lahko implementirajo tudi na obrambno-varnostnem področju oziroma tudi na teh kapacitetah lahko gradimo. Kajti če se zavedamo iz zgodovine, da so vsi produkti, ki jih danes uporabljamo v civilni rabi, so bili včasih ali pa so še vedno razviti v vojski. Se pravi, tudi temu je treba slediti, kajti če sicer vojska nima toliko zveze z današnjo temo, ampak vseeno, mi želimo vojsko,
ki bo predvsem služila tudi temu, da bo primerna tudi za civilno rabo, če uporabim tak izraz. In tudi na tem področju vidim možnosti vlaganja v razvoj, v raziskave. Vemo, da kibernetska varnost ni za odmet. Danes, če nekdo nas kibernetsko napade, so vsi sistemi lahko takoj fuč in ni potrebno nobenega drugega fizičnega napada. Zato je v to področje treba veliko vlagati. Tako da, kot sem rekel, dodatno vsako leto je treba vložiti 100 milijonov evrov v namen raziskav in razvoja, zato da bomo do leta 2026 prišli do 1,5% BDP-ja, čeprav je tudi to še vedno malo, ampak kot sem rekel, zastavimo si realne cilje, ne nerealnih. Poglejte, kaj nam je razkrila epidemija s koronavirusom zadnji 2 leti. Ne samo, kako pomembno je javno zdravstvo, ampak tudi, kako pomembno je javno šolstvo, torej šole, ki so varne, ki so dostopne in ves čas odprte. Nikoli več ne smemo dovoliti, da bodo šole zaprte. To je najbolj varen prostor za otroke. Tako dolgo zaprte, kot so bile v Sloveniji med epidemijo. Mi lahko kot enega in tudi bomo prvih ukrepov, ki ni drag ukrep, brezplačne šolske malice, šolski pripomočki. To ni drag ukrep, ker kar se je pokazalo skozi epidemijo je tudi, da je med otroci narasla lakota, da ne morejo vsi starši v času revščine tudi plačati preprosto hrane. Brezplačne malice, šolski pripomočki, tudi brezplačni vrtec. To so tisti ukrepi, ki bodo lahko takoj in v kratkem času pomagali ljudem. Ob tem, da seveda izobraževanje, znanost, raziskave, to je naša prihodnost. Dati vsem možnost, da pridejo do javnega šolskega sistema v mladih letih. Zdaj pa, če dodam k temu še, da so v epidemiji močno narasle duševne stiske mladih. Da imamo danes res močno prizadeto mlado generacijo in da imamo danes mlade otroke, ki doma čakajo v duševnih stiskah ali bodo prišli do bolnice, do prazne postelje v psiholoških ali težkih bolniških oddelkih. To je nesprejemljivo in osredotočiti se bomo morali najprej prednostno tudi na duševne stiske mladih, ker to je nova generacija, ki jo je epidemija močno prizadela in to je tudi naša prihodnost. Še kdo? Absolutno vlaganja v znanost in raziskave je potrebno povečati. Zdaj ob 13 milijardah državnega proračuna teh 100 milijonov ne bi smelo biti težko najti. Je pa seveda treba, oziroma bo treba delati z roko v roki. Na eni strani država, na drugi strani pa gospodarstvo, ki bo tudi moralo, bom rekla, oddelati svoj del posla. Predvsem je pa ključno, da to, kar se dogaja na univerzah in raziskovalnih inštitutih, potem znamo spraviti in uporabiti v gospodarstvu. Jaz bi pri šolstvu dodala samo še eno stvar, ki jaz mislim, da za nikogar od nas, ki smo tukaj, ni dvoma, da se strinjamo z njo, to je, da mora znanje ostati dostopno vsem pod enakimi pogoji in to lahko da samo javno šolstvo. Tako da glas za nas je vsekakor glas za javno šolstvo, da ostane tako, kot je, oziroma lahko javno šolstvo samo izboljšujemo. Privatno tisti, ki želijo, naj pa to plačajo iz svojega žepa, ne pa iz davkoplačevalskega denarja. Pomembno je, da ne glede na to, z kakšne družine, odkot otroci prihajajo, imajo vsi enak dostop do znanja in to je konec koncev odskočna deska v življenje. Ja, jaz se z vsem, kar so kolegi povedali, strinjam. V bistvu počrtal bi samo 2 stvari. Naš problem je, da je treba med ambicijami ali pa željami, ki jih ta država ima in med tem, kaj potem za te ambicije naredi, potegniti nek vezaj. Ne.
Po eni strani pač pravimo, radi bi bili družba znanja, pa radi bi imeli visoko tehnološko gospodarstvo in tako naprej. Tudi izobrazimo veliko ljudi. Če se ne motim, je Slovenija med prvimi, če ne celo prva po številu doktorantov na prebivalca v Evropi, tam nekje smo. Problem pa je, da te ljudje potem nikjer ne dobijo zaposlitve. In tako, večina moje generacije, kolikor jih poznam, mora iti, če noče delati podkvalificiranih del, v tujino. Tako da se lahko samo strinjam s tem, kar je Marjan rekel, to, da se začne dodatnih 100 milijonov na leto investirati v raziskave in razvoj, je pogoj, da bomo ljudi, ki smo jih izobrazili, tudi zadržali v tej državi in da bodo te državi skozi svoje delo tudi povrnili. In drugo, kar je Tanja poudarila, skozi poslušamo o demografiji, pa o tem, kako je trenutna slika bo problematična čez čas za pokojninsko blagajno in da bi ljudje bilo dobro, če bi imeli več otrok, ampak ko se vprašamo, koliko otrok stane, hitro pridemo do tega, da imamo ponekod po državi vrtce po 400 evrov. Torej jaz bi tudi, mislim, da bi bila ena od politik, ki bi jo morali tako izvesti, se začeti spraševati o tem, kako čim prej priti do brezplačnega vrtca. In tako kot sem prej rekel, naš koncept blaginje za vse bi bil, da ima človek v Sloveniji socialno varnost od zibke do groba. Na ta način bomo prišli do družbe, kjer bomo za plače, ki jih lahko ustvarimo, uživali tudi maksimalno kakovost življenja. Hvala lepa. Zdaj za nami je nekako 1 ura takega vsebinskega pogovora, torej rešitev za boljšo Slovenijo. Preden zaključimo, pa bi še vsakega izmed vas prosila za en kratek komentar, vaše kratko razmišljanje. Kaj pričakujete do 24. aprila in kaj po njem? Gospod Šarec, izvolite. Ja, do 24. aprila bom parafraziral Churchilla, kri, znoj in solze. Skratka, nič ne bo pretirano prijetnega, še kako se bomo morali vsi potruditi za to, da bodo ljudje 24. aprila dejansko odšli na volišča, da bodo dali svoj glas, da ne bomo poslušali, kako je vse brez veze, kako je vse zaman, kako nima smisla. To večkrat poslušamo. Zdaj, za politika ni ravno oportuno, če ljudem preveč deli nasvete, ne? To zagotovo, ker ga ljudje hitro napadejo, kaj boš ti brezvezni govoril, ti si politik, nimaš kaj delati, nimaš kaj nam pridigati, ampak vseeno prosim vse, ki vam je mar za to državo, ki vam je mar za to, da bi živeli drugače, kot trenutno živimo, da greste na volišča, da oddate svoj glas. Sej idealnega človeka tako ne bo, da bi ga obkrožili. Vsi smo s svojimi takšnimi drugačnimi napakami in nihče ni idealen in tega se tudi zavedamo. Ampak so pa določene razlike, zato ne moremo pristati na tezo, da so vsi isti. Ker če bi bili vsi isti, potem bi bili tudi mi isti kot tisti na oblasti in potem jaz osebno zagotovo ne bi sedel z vami tremi, če bi bili vi isti. Pa daleč od tega. Mi se dobro poznamo in lahko iz prve roke to potrdimo. Tukaj za nami je široka pahljača 4 strank in vsak, kdor se najde v tem, ima možnost koga obkrožiti. Tukaj imamo od leve do sem, do sredine, zdaj sicer sem že z one strani kot desno krilo skoraj, ampak vseeno, skratka, opcij je dovolj, glasujte 24. aprila, kajti to je osnovni pogoj, da se bo kaj spremenilo. In seveda, če ne boste zadovoljni, boste tudi upravičeno lahko jamrali. Sej to je vse človeško, to je demokracija, to ni nič novega, ampak seveda brez glasov na volitvah ne bo mogel noben nič narediti. Imamo tukaj lepe programe, knjižice, vse so, rešitve so napisane, samo nič ne bo pomagalo, če nas ne boste volili. Tako da do 24. bo trd boj, po 24. pa, če bomo imeli vsi skupaj, ki tukaj sedimo, dovolj glasov, potem bomo lahko tudi kaj naredili.
Gospa Bratušek, izvolite. Ja, res je. Najprej 24. aprila na volitve. Poslušajte nas, predvsem pa poglejte, kaj smo že naredili in da nobena stranka, ki danes tukaj sedimo, svojih volivcev ni izdala. To se mi zdi ključno poudariti, ker 25. aprila bo prepozno razmišljati o tem. Marjan je povedal, kaj nas čaka do 24. aprila, jaz bom pa povedala, da po 24. aprilu nas čaka pa trdo delo, ker bomo Slovenijo postavili nazaj na pravo pot. Danes smo pokazali, da imamo konkretne rešitve, niso samo te, imamo jih še več. Imamo znanje, imamo izkušnje in kot sem že rekla, odločeni smo, da Slovenijo postavimo nazaj na pravo pot in tudi jo bomo. Gospa Fajon? Ja, volitve aprila bodo najpomembnejše od neodvisnosti, osamosvojitve Slovenije. In mi vsi tu smo na strani obnove demokracije. Ljudje bomo odločili o tem, ali gremo po poti obnove demokracije ali bomo naprej drseli v nek nevaren smer avtokracije. In vsak glas na volitvah bo štel. Tokrat je izjemna priložnost, da ljudem vrnemo normalnost in jaz si predvsem želim, da v tem času do volitev ohranimo kulturo dialoga, moč argumentov, da se pogovarjamo o programu, o kandidatih, sama pa zagotavljam, da Socialni demokrati ne bomo več obljubljali, konec je obdobja praznih obljub, ampak predstavljamo načrt. In to bo naš program, naša ekipa z načrtom, ki bo zelo jasen, konkreten, izvedljiv, uresničljiv, z časovnimi zavezami in tudi finančnimi izračuni. Imamo to pripravljeno, imamo izvrstne kandidate in jaz mislim, da smo skupaj sposobni na teh volitvah seveda z ljudmi obrniti smer naše države v eno boljšo prihodnost. Tako da vsi na volitve, mi bomo pa poskrbeli, da bomo do takrat komunicirali na spoštljiv način naše konkretne ukrepe. Gospod Mesec. Okay, ja, jaz bom kratek. 24. aprila pričakujem zmago, po 24. aprilu pa trdo delo. Ker če hočemo živeti v boljšem svetu leta 2030, ne smemo čakati na leta 2030, ampak moramo na tem začeti delati jutri. Najlepša hvala. Zdaj povedali ste veliko, pa me vseeno zanima, a je morda še kaj ostalo odprto, je še kakšno vprašanje? Ni, torej bili ste zelo izčrpni, hvala vam za to. Hvala tudi vsem, hvala tudi vsem, ki ste se udeležili današnjega dogodka tukaj v dvorani in hvala vsem, ki ste nas spremljali po spletu. Upamo torej, da smo odgovorili na kakšno vaše vprašanje, na kakšno dilemo. Seveda pa lahko veliko več vsebin pričakujete še do 24. aprila in tudi po volitvah. Za tokrat pa nasvidenje.